tematika je danes grounding, ampak ne bom nič tako govorila. Sem pa rekla, da vzamete dekice pa polštrčke, zato ker bomo začele v eni taki, ne vem, kako se reče, legs up the wall pozi. Tako da ja, malo bolj tako, malo bolj grounding, tako, mirna joga, no. Kar boš naredila, je, da lahko si podstaviš, ne vem, yoga blok, lahko si daš polštrček, ki je malo bolj udobno, karkoli si podstaviš pod rit oziroma pod ledveni del in se uležeš navzdol, noge pa pridejo navzgor na zid, tako da ti je udobno. Z veseljem se tukaj tudi pokriješ z dekico. Vedno je fajn imeti kakšno tako težko deko, če delaš grounding stvari. Zato tudi, da te dejansko fizično še ta teža potisne navzdol. Tako da, če imaš možnost kakšno težko deko dati na svoj trebuh, je to super. Drugače pa se pokriješ, oziroma tako, da ti je udobno. Se uležeš, roki so majčkeno stran od telesa, dlani gledajo navzgor, zapreš oči. Lahko narediš par globokih vdihov in izdihov. In najprej opazuješ, če se v tvojem telesu kaj dogaja. Če občutiš mogoče kaj v svojih stopalih. Mogoče občutiš kaj v svojih ramenih, hrbtu. Opazuješ brez obsojanja in brez vrednotenja. Počasi prideš nazaj v svoje telo z mislimi v ta trenutek, v katerem sva, in občutiš težo svojega telesa, ki je skoncentrirana v tvojem hrbtu. Mogoče občutiš spodnji del hrbta bolj kot zgornji, mogoče obratno ali enakomerno. V tej pozi se povezuješ s tlemi, se povezuješ z zemljo. Črpaš energijo iz zemlje v svoje telo. Pozitivno, čisto energijo. Počasi pripelješ rahlo gibanje v svoje prste na rokah, na nogah in se skobacaš v sedeči položaj. Če želiš, lahko tvoje oči ostanejo zaprte.
V sedečem položaju lahko tudi sediš na polštrčku oziroma joga bloku. In za trenutek samo opazuješ spet, kako se počutiš. Pripelješ dlani na kolena, lahko celo majčkeno bolj narazen daš kolena, če se da. Če želiš tudi v metuljčka, torej najdeš vseeno eno tako udobno pozo in krožiš s telesom v eno smer. Krogi so tako veliki, kot ti paše. In zamenjaš smer. Pozorna si, da tvoji sedni kosti ostaneta na blazini, kolikor je le mogoče. In prideš nazaj v sredino. Z vdihom roki nad glavo, izdih desna roka na tla, stranski razteg, vdih sredina, izdih stranski razteg v drugo smer. Vdih sredina, stranski razteg spet v prvi roki. Z vdihom prideš na sredino, tokrat v mojem primeru levo roko pripelješ do desnega kolena, narediš twist telesa. Vdih, prideš nazaj v sredino in gremo v orlovske roke, eagle arms. Torej, leva roka pride v spodi, desna čez in če se le da, pripelješ dlani ena do druge. Občutiš, kako se tvoji lopatici raztegujeta, stran ena, stran druge. Če želiš, lahko pripelješ roki malo višje, malo nižje, torej najdeš neko svojo variacijo te poze. Odrotiraš roki, vdih, spet roki nad glavo, izdih v drugo smer, stranski razteg. Vdih v sredino, z izdihom prideš v twist v drugo smer. Vdih sredina in tokrat desna roka pod levo, spet pridemo v eagle arms. Najdeš svojo variacijo, najdeš svojo višino in dihaš. Z vdihom pripelješ spet roki nad glavo. Izdih, obe roki ob stran. Lahko majčkeno se zazibaš levo, desno, sprostiš spet roki, sprostiš mišice.
predvsem v ramenih. Eagle Arms je kar globok razteg v ramenih, tako da lahko tudi mogoče malo zaokroži z rameni naprej in nazaj. Super. In najdeš svojo pot do vseh 4, torej tabletop. Za trenutek obstaneš in opazuješ te 4 oziroma 6 točk, kjer se tvoje telo dotika tal. In res opazuješ, kako je razporejena tvoja teža. In če se le da, razporediš težo enakomerno med roki in med kolena. Lahko si pomagaš tudi tako, da greš levo, desno, se malo zazibaš in v bistvu s tem najdeš neko sredino, z zibanjem levo, desno in potem vedno manj in najdeš sredino. Super. Z vdihom pogled navzgor, spustiš trebuh. Izdih, pripelješ hrbet navzgor, pogled proti pupku. Vdih, pogled navzgor in nadaljuješ v svojem tempu. Po želji lahko tukaj dodajaš svoje gibe. Torej najdeš, kar tvojemu telesu paše danes. Z naslednjim vdihom prideš nazaj v sredino, zahakljaš svoje prste na nogah in s boki počasi prideš v svoj prvi down dog. Kolena so skrčena. Počasi se z rokami sprehodiš nazaj do svojih prstov na nogah in še zmeraj s skrčenimi koleni obvisiš navzdol. Lahko se primeš za svoja komolca. Če želiš, se lahko tudi zazibaš levo in desno. Pustiš, da gravitacija poteguje navzdol celotno tvojo težo. Sprostiš vrat. Z naslednjim vdihom, vretence po vretence, počasi prideš v stoječ položaj, še zmeraj se dotikaš komolcev, roki nad glavo, odpreš prsni koš in z izdihom spet vretence po vretence prideš v predklon. Ponovno pustiš gravitaciji, da naredi svoje. V tem trenutku se lahko spet spomniš na dotik tvojih nog, tvojega telesa, stik tvojega telesa s tlemi. In ko si pripravljena, spet z rokami počasi pripelješ svoje telo naprej preko down doga v plank, kolena in se spustiš navzdol v ležeč položaj. Tvoje čelo počiva na tleh.
Občutiš tla, občutiš stik tvojega telesa s tlemi, občutiš težo tvojega telesa. Vsak izdih je priložnost, da pustiš tvojemu telesu, da se stopi proti tlem. Spustiš ves stres, spustiš vse skrbi, spustiš misli, plane, vse te stvari, pozitivne ali negativne, spustiš v tla. Z naslednjim vdihom prideš z glavo navzgor in v mini kobro, torej baby kobro, pogled navzgor. Izdih spet proti tlem in lahko spet mini kobra, lahko pa podaljšaš v polno kobro. Odpreš prsni koš. Izdih spet proti tlem. In še zadnjič najdeš svojo variacijo, lahko pa prideš celo v full up dog. Ponovno občutiš te 3 točke, kjer se stika tvoje telo, oziroma 4 s tlemi. In z izdihom prideš v down dog, za trenutek stopiš z desno nogo naprej, ostaneš v high lunge, se zazibaš naprej in nazaj, pripelješ stopalo malo bolj proti robu tvoje blazine, roki prideta na notranjo stran tvojega stegna in odpreš desno roko navzgor in navzven in proti zadnjemu delu blazine, malo zasukaš svoje stegno, občutiš zasuk v bokih. Vdih nazaj v sredino, spustiš levo koleno na tla in z izdihom boke nazaj v half split. Z izdihom si pomagaš, da pride tvoje telo globje v razteg, torej navzdol proti tvojemu kolenu. Vdih, prideš spet na začetek blazine, dvigneš zadnjo nogo in odpreš roki v high lunge, desna roka pride nazaj, rahel zasuk telesa, trupa in prideš v warrior 2, torej jaz se bom okoli obrnila, da me lažje vidiš, torej v bojevnika 2, z desno roko naprej. Z vdihom roki nad glavo, stegneš sprednjo nogo in z izdihom roki navzdol, potegneš svoje telo malo naprej in navzdol v trikotnik, torej trikonasana. Tukaj je fajn imeti mikrobend v sprednjem kolenu, še posebej, če imaš kakšne probleme s koleni. Z vdihom nazaj v sredino in zapreš svojo sprednjo nogo. Torej prsti obeh nog gledajo naprej pred teboj. Z vdihom roki nad glavo in izdih v predklon.
roki se lahko dotikata tal. Če želiš, se lahko primeš za svoja komolca in spet obvisiš. Pustiš, da gravitacija poteguje tvoje telo navzdol. Prepustiš se zemlji, da naredi svoje. Z vdihom majčkeno pokrčiš svoja kolena in prideš s ravnim hrbtom navzgor. Roki nad glavo. Tokrat zasukaš prste na nogah malo navzven, torej recimo kot 45 stopinj, roki pred srčni center in prideš v pozo boginje. V tem trenutku se spet spomniš tega dotika tvojih nog, tvojih stopal s tlemi. V pozi boginje občutiš to povezavo in res občutiš to, da smo mi vsi boginje. Mi vsi smo univerzum, eno s temi tlemi, eno z univerzumom. Vdih, roki nazaj navzgor, stopiš naprej na začetek blazine. Vdih, še enkrat roki navzgor, izdih, predklon. Stopiš nazaj v down dog in kar v istem trenutku leva noga naprej. Malo se zazibaš naprej nazaj. Stopiš z levo nogo bolj na rob blazine, roki v sredino oziroma na notranji del stegna. Leva roka se odlepi od tal, naprej preko glave in proti zadnjem delu blazine in obenem se zasukaš z svojimi boki. Torej globoko odpiranje bokov. Z vdihom nazaj v sredino. Desno koleno pride na tla in z izdihom potisneš boke nazaj v forward fold, se opravičujem, v half split. Z vdihom spet prideš na začetek blazine, zasukaš, zahakljaš desne prste na nogah, dvigneš desno koleno, odpreš v kratek high lunge. Lahko pride leva roka navzdol proti stegnu, rahel zasuk in z izdihom pridemo v Warrior 2, bojevnika 2. Ramena so stran od ušes. Z vdihom roki nad glavo stegneš sprednjo nogo. Z izdihom roki spet nazaj v položaj, pripelješ telo naprej in v trikonasano. Leva roka proti levemu stopalu. Mikrobend v kolenu. Z vdihom nazaj v sredino zarotiraš sprednjo nogo, tako da prsti obeh nog gledajo naprej. Vdih roki nad glavo in izdih
spet predklon. Na tem drugem predklonu morda poskušaš s svojim dihom ideti globje v predklon, bliže tlem. Občutiš to gravitacijsko silo, ki te vleče proti tlem. Z naslednjim vdihom rahlo skrčiš kolena, prideš spet v stoječ položaj, roki nad glavo, z izdihom pripelješ roki pred srčni center v pozo boginje. Počasi malo pripelješ bolj skupaj nogi in se usedeš v malasano. Torej najdeš svojo malasano. Če imaš probleme, če te recimo bolijo kolena, brez problema daš karkoli pod svoji peti. V tej pozi res lahko občutiš to energijo, ki te povezuje s tlemi. In ko si pripravljena, se preprosto usedeš nazaj v sedeč položaj. Za trenutek se uležeš v šavasano. Stale bomo tukaj 1 minutko, da res občutimo to razliko med stoječimi pozami, kjer je bil tvoj kontakt z zemljo večinoma preko tvojih stopal, in zdaj v ležeči pozi, v šavasani, tvoj kontakt z zemljo, tvoja površina kontakta je večja, teža je razporejena preko celega telesa. Z izdihom pustiš, da gravitacija pusti tvojemu telesu, da se razleze res navzdol. Pustiš celotni tvoji teži, da pade. Z vdihom počasi prideš navzgor v sedeč položaj. Vdih, roki nad glavo, in izdih, predklon. Vdih, roki nad glavo, prideš ven iz poze. Izdih, roki ob telo in razširiš nogi narazen. Še enkrat vdih in izdih, predklon. Tokrat ti spet polagam na srce, oziroma predlagam, da si vzameš svojo deko, kakšen večji polšter, in se uležeš na njo.
Z vdihom prideš ven iz poze. Če si uporabljala deko, polštrček, jo odmakneš stran. In pripelješ nogi v metuljčka. In elastika break. Z vdihom roki nad glavo, izdih za kratek trenutek predklon. Lahko se zazibaš levo, desno, majčkeno pomasiraš svoje boke. Z vdihom prideš nazaj navzgor in prideva v Firelock pose. Prvo z levo nogo na tleh, torej lev, nikoli ne vem po slovensko, shin se reče po angleško, pride v isto linijo kot tvoja blazina in desni gleženj na levo koleno. Če si tukaj, je to vse ok. Če tudi to recimo ne pride v poštev, daš nogo pred svoje telo. Tako da, če si tukaj, počasi začneš potiskati svoje desno koleno navzdol, dokler gre, tako da ti je še udobno. In če prideš z desnim kolenom čist do konca navzdol, se lahko z rokami sprehodiš naprej in se uležeš preko svojih nog. Z vdihom prideš nazaj v sedeč položaj, če si bila uležena naprej, in zamenjamo nogi. Spet najdeš svojo variacijo te poze. Vdihneš in z izdihom, če želiš, prideš v predklon. Vdih nazaj v sedeč položaj, izven tega položaja. S skrčenimi koleni se počasi uležeš nazaj na hrbet, pripelješ kolena navznoter proti prsnemu košu, se zazibaš levo, desno. Desna noga se zravna, stegne naprej navzdol, levo koleno je še naprej proti tvojemu prsnemu košu, zazibaš levo, desno in
pripelješ torej levo koleno, pripelješ proti levi strani z levo roko navzven. Torej odpiraš boke, odpiraš koleno navzven. Desna roka se lahko počiva stran od telesa. Pozorna si, da ne dviguješ preveč desnega boka stran od tal. Z vdihom koleno spet proti sredini in ga lepo počasi pripelješ preko svojega telesa proti desni strani. Torej zasuk hrbtenice. Leva roka počiva stran od telesa, na levi strani pogled je usmerjen v levo roko. Pomagaš si z dihom. Vsak izdih je priložnost, da greš lahko za milimeter globje v ta zasuk. Vdih nazaj v sredino, zamenjaš nogi, leva noga se stegne navzdol, desno koleno zazibaš levo, desno in s desno roko potisneš koleno navzven, odpiraš boke. Pozorna si spet, da lev bok ne pride preveč stran od podlage. Če želiš, si lahko pomagaš tudi z levo roko, potiskaš malo navzdol. Z vdihom pripelješ desno nogo preko telesa na levo stran, zasuk. Desna roka je stran od telesa, pogled proti desni dlani. Oči so lahko zaprte, pogled je lahko zgolj ilustrativen. Z vdihom ideš nazaj v sredino, še enkrat pripelješ oba kolena proti prsnemu košu, narediš en res močen objem, se zazibaš levo, desno in prideš spet v najino prvo pozo s polštrčkom pod ledvenim delom, z deko preko trebuha oziroma si cela pokrita z deko. Tvoje oči so zaprte. Dlani gledajo navzgor, roke so rahlo odmaknjene od telesa. Narediš globok vdih in globok izdih. Še enkrat globok vdih in z izdihom res pustiš, da tvoja teža pade navzdol.
Ponovimo še enkrat vdih. In še zadnjič z izdihom se stopiš v tla, v svojo blazino. Narediš rahel sken svojega telesa. Opaziš, če imaš kje še zategnjene mišice, če morda občutiš napetost v obraznih mišicah. Sprostiš čelo, sprostiš ličnici, sprostiš čeljust, sprostiš ramena, roke, hrbet. In nenazadnje sprostiš še nogi. Pustiš teži telesa, da te potiska navzdol. Zaupaš, da so tla tvoj prijatelj. Zemlja je del tebe. Opazuješ, če se morda v tvojem telesu protaka kakšna energija. Opazuješ, če je ta energija povezana s tlemi. Opazuješ, kako se počutiš. Opazuješ spremembe v tvojem telesu. Opazuješ kontraste. Opazuješ, če so morda tvoja stopala lahka, medtem ko občutiš celotno težo tvojega telesa v hrbtu. Opazuješ in ne obsojaš, ne vrednotiš.
se vrneš v ta trenutek. Poglobiš svoj dih. Pripelješ rahlo gibanje v tvoje telo. In se res počasi usedeš. Tvoje oči, če se le da, ostanejo zaprte. Še enkrat opaziš celotno svoje telo. Opaziš energijo v tvojem telesu. Opaziš življenje. Z naslednjim vdihom pripelješ roki nad glavo. Z izdihom roki pred srčni center. Se narahlo prikloniš. In se zahvališ najprej sebi, da si vzela čas za svoje zdravje, za svoje dobro počutje. Zahvališ se svojemu telesu, da ti omogoča gibanje in te povezuje s tlemi, z matero zemljo. Zahvališ se še eni stvari, ki ti je danes polepšala dan ali za kar si hvaležna v tem trenutku. Namaste.